Živjo, tukaj Latoja, vračamo se nazaj. Z nami je Miki, Bubul in lep pozdrav nazaj. Zanima me tudi, če se da s tem, kar ti delaš, preživeti, no? Stand-up komedijo, če se da preživeti. Preživljati se da, malo težje, odvisno tudi koliko nastopov imaš? Kje te lahko vidimo? Zdaj sem se šele dobro vrnil nazaj. Zdaj en let me ni bilo nikjer. Mislim, bil sem november, december, pa januar smo imeli neke nastope tukaj okoli. Zdaj pa v Kranju vem, da drug mesec, pa nekje na Štajerskem. Poletje je bolj slaba. Najboljša sezona je gledališko nekje od septembra, oktobra pa do konec aprila. In da je več nastopov, da je manj odvisen, koliko si aktualen, kako se sam trudiš. Ti se znajdeš, no? Se imaš dosti velikih kolegov. Tako da preživljaš se, lahko se preživljaš, recimo, če imaš nekaj za povedati gledalcem, da pa ful dobro tega živel so pa, je pa, kolikor vse v Sloveniji, samo eden ali pa dva lahko na enem področju ful dobro živite od nečesa. Ali je to športnik, ali je to pevca, ali je to umetnik, ali je to karkoli. Pač, kaj pa to tvoje gledališče, Bum teater? A imaš še ali? Ne, to je bila prvotna, v bistvu prvi projekt, ki smo začeli v skupini. Začetniki samouki in potem se je razvil teater. Tako da v bistvu, kot teater sem končal, so pa še predstave, s katerimi igramo. To so komedije Svetovalnica in zdaj ta nova predstava Miki. V bistvu stand-up komedija. Mislim, da ti kar gre, no? Imaš dosti tega. Ja. Kar te moram pohvaliti. A res? Ja. Lepo. Pride, A ti je vroče? O ja. Za Švicami? Kaj, a ti res ne prenašaš mraza? A je to res drži? Ja, sovražen mraz. Sovražen zimo. Zato sem se letos odločil, da bom zimo preživel na toplem. Enostavno mislim, da zima človek ni za zimo. So ljudje, ki imajo radi zimo. Vse sem tudi rad 2 meseca, november, december je še fajn. Sem v Ljubljani non-stop mrzlo, ja, pa megla je najhuj. Ta Ljubljana je katastrofalna. Jaz ne vem, zakaj so najdražja stanovanja, če so katastrofalni pogoji za živeti. Vsaj kar se tiče vremena. Za ta isti denar boste na Primorskem nekje veliko lepše dobili. Samo dan se nič ne dogaja. Tle je center dogajanja. Ful pa dogaja v Ljubljani. Ja, je bolj aktualnosti. Ljubljana je selo. Ja, se je selo, ampak Primorske pa še večje selo. Ja, tisto pa vasica. Ja. To je pa drugo. Ja, kje bi ti živel, tako če bi ti rekel? Nekje v morju. Nekje v morju, definitivno. Imel sem eno obdobje, ko me je ful vlekal velika mesta. Pa sem bil v neki cajt v Los Angelesu, pa v Torontu, pa... In kako se ti zdaj? Ja, ful dogaja. Tako da če hočeš za žurko, pa da ti dogaja na polno ta hiter tempo, pa vse to je normalno. Jo, nisem težko. Moraš iti v taka mesta. Jaz rada delam stvari počas. Počasa vse, ne. Skaj bi to kite? A ne, vse se ne mudijem kamor. In ta tempo je ravno na morju, na otokih. Ljudje so v easy. Kaj je bilo pa to s prometno nesrečo? Si imel enkrat, ko si peljal na predstavo, no? 7 prometnih nesreč sem imel. 7? Ja. Ampak lažje, samo enkrat sem imel na strehi. Klic imamo, zanimivo, klic. Ok, kdo ti zdaj rekel? Ja, živijo. Ja, kaj zdaj? A imate kakšno vprašanje za Mikija, ko sedi zraven mene? Ne, nimam vprašanja, sam bi lahko en da vedel o tebe. Kaj, če ti zdaj izgovor pravila, kaj hočeš? Jaz nimam nič tle, mislim, vse na internetu dobiti, ali pa v trgovinah, ne, kaj? Aha. A ja, dobro. Kaj zdaj hotel? Film, pornič. Ja, kje dobi? Mislim, če me... gremo mi po svoje, verjetno. Dragi gledalci in gledalke, če kličete, lahko kličete zaradi mojega gosta, ne? Mene lahko pozdravite, ampak imamo tle gosta in... Gostega gosta. Velikega gosta. 1,74 m. In, no, super komika in kaj zdaj? Kličite, mislim, jaz se tam številko. No. Zanimivo. Ja, radite imajo, lej, popularne si, koga si rekla. Vidiš, Joške so pripomogli k temu, kar si želela. Ne, se ni vse v Joškah. Nisem. Bravo, dobro, da ste ugotovila. Ampak ljudje pa... Ne, se ne padejo sem na to. Ne, so še drugi atributi. S čim bi se še pohvalila lahko? Da sem simpatična. Simpatična. To je naš...
prodorno gledati človeka v dušo. Kitarist od Rammstein sem ga prepričala široko majico, nisem pokazala moje prsi. No. Ampak že široka majica je nakazovala, da ima široke prsi. Če bi bil tam, bi videl. Druge moje kolegice so se izpostavljale in je mene zbral. Wow. No. Spontano je bilo, ne vse skupaj. Ja. To je najbolj važno. Ja, le stvari se dogajajo tako ne zaradi. Ne, zakaj? Ja, povej mi o tvoje izkušnje z Brankotom Đurić. Branko Đurić. Ste igrala v filmu ali ja, kaj? Kje so že bila? Ne. Traktor ali kaj? Ne, nisem bil v tem filmu. Branko Đurić spoznal sem ga v bistvu v tem Stanje šoka, ta nov film, kaj že. Hvala za Sunderland. Ja? Od Slobodana Maksimoviča. Isti film, ampak nisem bila pa skupaj nikoli na snemanju. Se sam spoznala? Spoznala sva se pa na predstavi njegov Čas za spremembo. Tako in potem sva še nekajkrat se dobila. Tako da on je zelo zanimiv lik že iz preteklosti, ko smo ga mi gledali v Top listi nadrealisti, takrat se je vtisnil vsem v spomin. Odličen igralec, zelo zabaven, duhovit. In tako da, kaj več pa ne mogu povedati, kak človeka ne poznam. Kje se tebi zdi najboljši komik tle, slovenski, da se ti zdi po tvojem okusu? Komedijant, ja. Da je tvoj... Ja, ne vem, no, najboljši. To je tako, nočem dojeti nobenemu superlativov, ali pa karkoli. Najboljši bom malo rekel, da sem jaz. Nočem pa nobenega drugega. Za mano pa ne. Aš kaj, govori se, da si ti najboljši, zato pa si tle zraven mene. Itak, najboljši se najboljše, so v istem jatu. Jurij Zrnec je odličen igralec, zelo dober interpreta, isto zna dobro upodobiti lik, dobro ga zna zadanega v tisto poanto in zato je to odličen tudi. Ampak on ni komik, pa komedijant. On je že igralec. On je igralec. Igralec je. Ja, in iz tega stališča zna res dobro zabavati ljudi v vsakem čas, kaj pa dol. Potem nekaj tudi naših slovenskih stand-up komikov imajo zelo dober kakšen žar, utrinek, nekaj, ampak še kar pa ne mogu za enega reči, da je res ful dober. Da je res najboljši, da me toliko impresioniral. Mene se jih je. Zdaj že lik komikov, ki mislijo, da so, če imajo življenje smešno, da so oni smešni. A tebi se zdi, da je dost zajebancije, mislim, da je zajebavanje na račun politične situacije in krize. Ne, tega je ogromno. Ja, krize, mislim, na politike. Kako gledaš ti na krizo? Ni krize, kriza je v glavi vsakega posameznika. Ja, valjda, če se znajdeš, ni krize. Ja, krize so in krize bojo, to ne si zapomnite, zmeraj so, tako kot vojne, tako kot vsa zgodovina se ponavlja, to je samo nekaj, da ljudem rečejo, da potem lahko začnemo z nove točke, to je kar nekaj. Ti imaš krizo? Seveda, vsi imamo krize, a nimamo. Vsakič pride neka kriza. To je ponovadi takrat se zgodi, ko imaš neka pričakovanja in potem zaradi teh pričakovanj, ki niso na racionalni osnovi mogoče zasnovana, pa nimaš vseh informacij in se kaj spodnese in padeš v krizo. A pa karkoli temu. Odvisno, kako imenuješ. Važno je, da se znaš to krizo sam soočati. Ne pa, da poslušaš druge potem, kako napikujejo in sam še bolj jamraš. In to, kar se naučujemo na politiko, je meni isto, kaj se dela. Imitira se politike in pač na dogajanja, ki se zgodijo, ki so pa že toliko sama po sebi smešno v Sloveniji, dogajanja naša politična so že toliko smešna, da sploh ne rabiš biti komik. Sam berete naslovnice časopisov, a pa kakšnih glupih novic. Ja, dogaja se, no. Pa njim se dogaja. Ja, to je celo. A bereš vse te? Ne. Ne gledam televizije, ne berem časopisa. Jaz pa tako, ja, srečen človek. Ja. Uživaš v tvojemu peace and love. Ja, se ne vznemeriš zaradi tega. Ne, to so banalnosti. Zaradi žensk se bolj vznemeriš, če se... Rajš, ja, ker vik večji pomen. Človek sam ni nič. S partnerkom postane celota. In rajš se ukvarjam z žensko, ker s tem se več tako naučim. Kakor pa od kakšnih trič novic, ki smo izgubila. Vse je prav. A si kle? Ja, tukaj sem s tabo. Super. Kaj me je vprašala? Ful se dala pogovarjati s tabo, kaj da bi bil... A je v redu? Ja, super. Se more biti sproščeno. Ne, tle imam... A si ti brdovice skočila ven? Kaj? Ne. Se štataš. Igral si tudi v filmu Predmestje, ne? To je prvo, drug celo še spod filmu, to pa tam. Nekaj zelo majhne. Zaigral in režiral predstavi Zbrisani in Sosedovi skrivnosti. Pojavljal se
v številnih reklamah in vse to. Tudi. Tako da si bil... Bil sem zelo aktiven. Kakšne reklame? Nekaj sem tudi zasledil. Povej to. Mobitel, delal v reklamah. Ja. Sem bil, ja. Lahko povem za kje? Ja, vse. Ja, Mobitel, Frutal, Hrvaški Tekom, pa še njih parih je bilo. Za italijanske špagete. A to? Ja. Zanimivo. Tako je bilo. A to drugi napišejo režijo, ali to sam? Ja, to sem samo igral. To so se pravi, na casting greš in če te sem bil zbran, pa so me nekje videli v kakšni drugi reklami, pa en posnetek so naprimer za Frutal, ki smo snemali, so videli moj posnetek, s katerim sem pošel v Berlinale Talent Campus. To je bilo leta 2003, sem poslal en posnetek, od 5000 ljudi so zbrali 50 ljudi iz celega sveta, 50 igralcev, pa še nekaj režiserjev in scenaristov in jaz sem bil izbran med njimi. In sem šel gor za en teden in sem spoznal George Clooneyja, pa vse te znane. Ja, smo se sprehajali. In ko dobiš enkrat tak navdih, pa tak zagon, pa vse to, in ko sem prišel nazaj v Slovenijo, sem valjda prejel, hotel sem zdaj ustvariti nekaj. In z tega sem se veliko naredil, veliko pojavljal in vse to. Ti je dalo eno energijo. Energijo, elan, zagon in neko motivacijo. Pa priješ do neke točke, ko se ugotoviš, da je tukaj vse skupaj to čuden, zelo. A mi lahko malo več poveš o ljubezni do plesa? Obožujem ples. Obožuješ ples? Tango? Tango, ne vladam. Standardne plese. Ples, ja, nekaj teh tečajev začetnih sem nekaj tečajev. Rad plešam, ples je zopet ena vrsta izražanja, isto umetniki lahko veliko s telesom poveš, z glasbo, s pesmimi in kakor mi komiki s šalam. In ples je zakon, ki se lahko res padeš v ta. Lahko bi tudi mene kaj naučil, no. Tebe. Se ti že vladaš. Ne, jaz znam sem tisto. Da šejkaš. Ne, niti ne to. Zdaj sem čist smerna. Se spremenila. Sem se umirila. Kako pa zdaj pa plešeš? A zdaj pa Dunajski valček? Sem poglede, dajem tako. Aja, pogledi spod obrva. Štekam, ti si čiš žešča. Daj se vzresama. Zdaj hmal, ko bom dobila kaš. Ja, hmal. A ti si poročen? Ne. Se boš poročil? Imaš kaj v planu? Ne vem, ne dajem tak pomen na poroko, kot to je sam en papir. Imam pa punco. Imaš punco? Ja, to je to. No, se prav, moraš uživati tudi. Ne verjamem v poroke. Jaz pa, jaz verjamem vse to. Ja, ti si viš v pravljici potem še. Ja, meni všeč, ja. Vse lepo, se imaš svoj svet. Ja, vse bolj, veš kaj, bolj živeti v mojemu svetu, ko pa v realnem, ko ta realni je čist mimo. Katastrofa. Je preveč grozno. Preveč krize. Ne krize, grozne stvari. In rajš imam okrog mene rožice, ko pa da vidim res, kaj so. Lej, brez veze. Lepše, pa konja na belem princu. Ja, se bo to. Moraš sam verjeti, pa vse pride. Lepo. Ja. Kaj pa na te predstave? Hodiš na te predstave? Če se le da. Če sem tukaj, zelo rad obiščem. Povej mi za naše gledalce, da nekaj zaigraš. Ne, zato so predstave, zato je oder. Pa tvoj najljubši del bilo česa, no, če lahko. Včeraj bi morala priti na predpremiero. Pa če ne moram vse vedeti, kje se kaj dogaja. Veš, noben mi nič ne pove, sem pa jaz kar hodila nekam okrog. Se piše vse posod. Je preveč revij. Ja, moram Facebooka ne uporabljaš. Glej, lahko sem cel dan gor. Meni je bolj, če me nekdo pokliče. To je čista bedarija. Ta Facebook to je za korbirje, kakor za švercarje avto.net. Glej, preveč je tega, no. Lahko si cel dan gor in pol kaj. Katastrofa. Ti gre cel, mislim. Ne bom zdaj ti kaj citiral, pač. Ne, povem, ja ti dobro plačajo, si zadovoljen s tem. Lahko bi bilo bolje, zmeraj lahko bolje. Ampak ja, kar v redu, ja. Pa a lahko poveš kakšen vic za mene? Vic zate? Vic. Za naše gledalce. To mi je najslabše. Ne moram. Ne. Se ti ne da. Ne. A to mora biti poseben feeling, se moraš prej sprostiti, joga. Ne, ker vicev ne govorim. Vice, če govorimo ponovadi, koliko sem v družbi, ker nekje, veš, ko se gostili s prijatelji. Se ti si tle v družbi, si sproščen in noben ti ne bo nič slabega naredil. Da, sem samo element. Ne, ja, ti si priljubljen in imaš vse smisel za humor. Se vem. Se ti ne da, pač pozno je pa. Ja. Miki je rekel, kaj mi zdaj težite, no. Res, malo sem še zmatran včeraj.
No, si imel dosti. No. Ja, včeraj bil prvič v življenju, sem imel enourno predstav, ko sem celo uro Celo uro v bistvu in je najbolj, kar je bilo, je 80% je novega materiala. Tako da so bile nove šale in je kar velik pritisk, sploh po 3 mesecih, ko sem bil na morju, ko sem užival, tam na plaži sam poležal, je pa malo drugače bilo. Kako se pripravljaš na te oddaje? Na vse to? A se naučiš tekst na pamet? Ali? Ja, seveda. Zvadaš, vas tekst se zvadi. Se gledaš pred ogledalom? Ne. Mislim, kakšne poteze se naredijo, ja. Malo sam potreniraš, da veš, kako izgleda v bistvu tvoja mimika, kad to narediš. A mora biti doskrat po scenariju, ali narediš, da je tako po svoje? Po scenariju mora biti, ker to je igra in je fajn, da je po scenariju tako, ker je zrežiran, ker to je poanta, da pojema. Ampak si dopuščamo vmes valjda še interpretacijo, tako da tisti je še tak sočen del. Ja, to zaradi publike. No? Ja. Publika, ki ga enkrat začutiš, ko dobiš ta val, potem skupaj popelješ jih še naprej, širiš foro. Uživaš, ko te nekdo tako opazuje, pa gleda, pa te občuduje. Tako, je dober občutek. Super. Ja. Najbolj je biti pevec, če se mene vpraša, kar se tiče tega. Kar dober občutek. Kako pa veš, kdaj je predstava uspela? To čutiš? Začutiš energijo tistih ljudi, ki težko je nasmeja. Zdaj vsak pride s svojimi problemi in tisočenjeni ne vem kva v glavi in zdaj tih moraš tisti 1 uri 10, 20 spraviti v dobro voljo, če hočeš, da se te zapolne. Zdaj ne mene malo. Kaj? Jaz sem prišla, da sem malo sprostila. Bojim se res, če se preveč smejala, vse to vam pada, kaj boš pa prišla. Je to bo padlo, pa ti boš padel, pa vsi pademo pol dol stola, veš, ono. Lej, vse si zaslužim eno kitico predstave. Kitico predstave, kito od predstave. Ja, kito in predstavo. Oboje. Koliko si ti nesramna? Oboje. Res. Kako si lahko tako nesramna? Si nisem. Ja, si. Perverzna si. Malo komedije ne škodi. A še, ko se jaz rada smejem. Jaz obožujem smeh, pa to zdaj baviš. Ti padaš na smeh. Jaz padem prvo na smeh. A res? Pa na tip. Pa na strune. Ja. Povej ti meni, graješ kaj smešnega. Prej si ful govorila, ful si bila zabavna. Se vem, samo ne moram biti vedno. Veš, koliko je težko, zakaj pa mene pa meni tako težiš, ne moš, to je. Ne, jaz sem tebe povabila, da ti kaj poveš, če ne bi bila pa sama, tle bom kar sama s sabo. A to tudi delaš? Ne, ne rabim tega, nisem nikoli sama s sabo pogovarjala. Ne. To je ful zanimivo. Probaj. Ne. No, pa mi pa povej, kam greš na dopust letos. Ne vem še. Nekam na morje. Sigurno na Brač tam je... Na Hrvaško? Ja, to je sigurno kakšen teden, 2 tradicionalna destinacija, ko hodimo na Brač že 10 let. Tako da vmes pa še kam mogoče v Grčijo skočiti. No, Grče. Grče je lušno. Grče je poceni zdaj, se splača. Ja. Kako me gleda. Želeda. Še mene peljete, da se oddahnem. Ne, res. To bi bilo fajno. Jaz se ne bo dahnil. A se ne bi? Ne to bo vsak dan poslušati. Z mano pa zraven. Vse to. Pa ljubosumje. Ja, ne bomo se kregali, ne da se mi. Ne, z dvemi je ženskam težko naporno, sploh če niste med sabo aktivni. Se vem, jaz sem ful ljubosumna drugače. Ma ne, se ne moramo ukvarjati z njim naenkrat, pa ena ljubosumna, z njo se več ukvarja, z mano se manj. Ne, to se te zmakne. Tako malo večje joške. Ne. In pa se kregati začneš in nimaš ni od seksa, tako da bolje sam z eno. Ja, povej mi, kje živiš? Kje živiš? V hiši? Kje živiš? Ja. V bloku? Ja, v hiši. V hiši? Ja. Lega. V Rožni dolini, kje si? Ne, nima veze. A ja, da te ne dobijo, veš, se skrivaš. Veš, vsi zelo sledijo in kome čakajo. Ja, se bojiš, da te ne bi kdo nadlegoval tam pred vrati. Tega se največ bojim. Ne, mislim, da to osebne so privatne zadeve, ki niso pomembne. Pa selam se doskrat, tako da zdaj v zadnjem letu sem kot ptice. 2-krat, 3-krat, 4-krat. No to pa je. To pa je kar dost. Ja. A te kaj moti to? Ne, v bistvu se navadaš in mi je ful bolj všeč ta tempo. A ti je všeč, da se malo tako... Jaz sem že prej veliko več potoval, prej sem prišel v Ljubljano. Potem, ko sem prišel v Ljubljano, sem začel s tem neko ustvarjati kariero. In obstaneš na enem mestu in sem 5 let bil samo v Ljubljani in sem znorel zaradi tega. Zaradi tega sem se zdaj odločil, da bom vsake 3-4 mesece probal zamenjati okolje za kakšen mesec, 2. No, jaz sem se tudi selila dosti. Ja. Ful. Fanti, ja. Ne, zaradi dela, no. Dela, ja.
Ja. Pa si ti svetski človek. Ja, kar se, ja. Tudi če sem blond. Ne, prej nisem bila blond, A ne? veš, pa me niso toliko zabavali. Ne, resno. Ne, res, no. Ja, verjamem. Sploh niso rekli kaj slabega, veš. Tako da zanimivo. A zdaj, ko si pa blond, pa govorijo Ja, slabe stvari. ja, zanimivo, zaradi las. A ne? Ja, ampak baba ni baba, če ni blond. Tako kot Ferrari ni Ferrari, če ni rdeča, ne? Tako pravijo. Ne, se ni point. Cool. Ja. Pa povej mi kaj tako o tebi, bolj osebnega tako. Jaz sva govorila malo več o tvojemu življenju. Kaj te? Kakšne barve spodnjega gate nosiš? Črne, trenutno. Ti pokažem. Če želiš. To so te najbolj sočna vprašanja, ki jim ima rad novinarjev. Kakšne barve spodnjice nosiš, kaj ješ, kaj piješ. Ja. Ne, mislim. Ja, kaj praviš o teh trač revijah? O tem, kar pišejo o tebi, pa... A se laže to res, a preverijo pri tebi? Ne. Ne preverijo? Mislim, preverijo. Ne, pri meni noben še ni preveril, da bi kaj preverjala, pa... Kar ne pišejo, ali kaj? Ja, pa ne, da ne pišejo, ampak se tako iz pogovora, kolikor se zdaj pogovarjamo, lahko slutaš iz neke zgodbe, ki jo povem, pa ti iz tega las vlečeš kar češ za svoje novice, za svoj trič trač. Ma tebi je v redu, da se piše. Veš, kako pravi, kako je rekel Mick Jagger, ne? Ni važno, kva pišejo, tudi če pišejo grdo, meni važno, da sem jaz na naslovnici. To je kar se tiče PR-ja. Ja. Če hočeš biti se prav prepoznavan, moraš marsikaj ustvariti, trič sprejeti, trači se danes delajo, tako da sami proizvajajo svoje zgodbe. Ampak so to banalne in to se smešne, da so v bistvu so na meji, a se boš usmešil ali je to dejansko zgodba. Ampak trič trač je zato narejen, da se ljudje lahko promovirajo in da imajo ljudje nekaj, o čem se pogovarjati, potem na šihtu. Drugače pa normalno, vsakega zanima nekaj slastnega o nekomu, ki ti je tako zanimiv, kot ti kakšen igralec, pevec. Sam pa nas so že tako kakšne banalne stvari, mislim, kjer ga zanima res une glupe stvari, veš. Ja, tudi to mora biti, no. Ja, zgleda mora biti, ja. Če ne bi bilo dolg čas. Res, pa kdo ga ne bi, pa kdo je ne bi. A tebi se zdi, da imamo v Sloveniji zvezde, tako kot so v Ameriki? A tebi se zdi, da smo mi tle zvezde ali da nismo? Ne. Nismo, mi dve nisva nič. Mislim, nisva nič, mi da sva. A mi že to omejitev kar sva, tako? ampak nisva zvezda. 2 milijona ljudi. Ja, Slovenija je premajhna, da bi lahko imela zvezdo in je, da bi dejansko ta zvezdnik se počutil zvezdo, ne moremo to nuditi. Premajhen trg smo, čisto enostavno. Majhna vasica smo in imamo neko svojo estrado, normalno, ker v vsaki kulturi se razvije. Hočeš reči, da Slovenija je premajhna za vse? Prevelike imena si dajejo za dejansko to, kar so. In vsi ti naši zvezdniki. Ne moš ti, če imaš največji koncert, kdo so Siddharta imela koliko za Bežigradom 50? Koliko? 40-50, 6 tisoč, se nima veze. In to je bilo enkrat, pa parkrat. Drugo je pa ti, če imaš ti tedensko turnajo pred 100 tisočimi ljudi, pa si ti zvezda. A ne, Pa dobro, pa, tudi to... če poješ... Kaj pa to jugoslovanski trg? To je že boljš. A mi že še obstaja? Ja, v bistvu obstaja, trg obstaja. Ker ekonomija je zanimiv primer, kjer zdržuje te povezave, ker je denar vmes posrednik in to je že večji trg. In eni pevci iz Balkana, nekateri posamezniki, oni so zvezde. Stekamo veliko... Več ljudi imajo za sabo. Večjo publiko. Če na koncert pritegne 60 tisoč ljudi, to je že zvezda. Dobro, vsak se mora znajti na svoj način. No? Ja, tako. Tako da jaz sem malo skeptičen, tako, zvezda, slaven, prepoznaven sem, ker se pač ukvarjamo s tem, kar se je. Ja, tebi se zdi, da je folku žal, da je tako Jugoslavija razpadla, da smo zdaj tako razdeljeni? Nekaterim je, nekaterim ni. Seveda. Žalostno je definitivno, ker se je to zgodilo tako, kot se je zgodilo. Z vsemi posledicami. Z vojno, no? Tako, z vojno. In ker dejansko zdaj po vsemu temu, kar se je zgodilo, smo v bistvu spet v istem žmohtu in vsi tišimo nazaj v Evropsko unijo, v isto skupnost, kot brez meja. Se pravi, še enkrat smo dokazali, da smo ljudje res neumni. In to neumnost so določeni posamezniki dobro izkoristili v svojo prid.
Kdo misliš, da je to bil? Ja, to vodilniki so bili vsi. In ki so Da so pokradli državo. Je normalno. To je najlažji in najlepši način za njih, da pokradejo zadevo in zapakirajo tako, da se nič ni zgodilo, ampak da so ljudje to želeli. Človek ni hotel izgubiti svojih sorodnikov v vojni, ni hotel izgubiti šihta, ni hotel ničesar. Ti si koga izgubil? Na srečo ne. Imel sem pa sorodnike, ki so bili v vojni. To so bili otroci, 18-19 let stari, ki so bili poslani na milost in nemilost, ne po njihovi izbiri. To je grozno. To je grozno, to je katastrofa. In zdaj pa itak spet tešimo in isto muziko poslušamo, isto že prehrano se meša. Tako da nič, ne vem, zakaj so se borili, za nek nacionalni ponos. Ja, za ponos, no. Da dokaže, kdo je boljši. Glupost. Ljudje so neumni. Smo. Ja. Aš kaj, ti želim vse naj v tvoji karieri, da boš še naprej toliko uspešen komik, kakor si. Hvala. In jaz se ti zahvaljujem, da si sprejel moj klic. To je v bistvu prvi intervju po dolgem času, ker ni bilo tukaj in sem prišel nekaj novega povedati. Jaz tebi želim vse naj. Jaz sem potrudila. Da boš cvetela tako, kot še cvetiš, da bo Joške še večje. Ne, to je že too much. To je too much. Ne morem dihati. A res? Ja, prej bi mislila to. I love you. Ja, lepo se maj. Pa tam še kaj pogledam, boš to pa le. Pa rada bi se zahvalila vsem gledalcem. Gledate me lahko naslednji petek v živo ob 23 uri zvečer. I love you. Čau. Dobre.